No, lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na spletnem poljudno-znanstvenem predavanju ASEF Mladi umi z naslovom Kje se srečata trebušna slinavka in kirurška duša, prikaz primera. Moje ime je Jakob, sem ASEF štipendist generacije 2022 in bi se začetek rad zahvalil za vabilo k povezovanju tega dogodka, ki ga organizira seveda ASEF v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije. Kar se tiče strukture, bom preden predam besedo naši današnji predavateljici, predstavil organizacijo ASEF, nato bom besedo predal Nini Vrabec, predstavnici Društva študentov medicine Slovenije, za kratko predstavitev. Nato bo sledilo predavanje, na koncu pa bomo nekaj časa namenili tudi vašim vprašanjem iz publike in razpravi. Zdaj, verjamem, da vas večina že pozna organizacijo ASEF, vseeno pa bom o njej povedal nekaj besed za tiste, ki morda z njo še niste tako seznanjeni. Torej, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija oziroma ASEF je neprofitna organizacija, katere cilj je spodbujanje oziroma podpora mladih talentiranih študentov pri sodelovanju z slovenskimi profesorji oziroma raziskovalci povsod po svetu. Tako organizacija ASEF sodeluje z prestižnimi univerzami v državah, kot so ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Avstrija in še mnoge druge. Slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin iz tujine v sklopu štipendijskih programov ASEF organizacija omogoča 10-tedenski raziskovalni obisk pri slovenskemu profesorju oziroma raziskovalcu, torej slovenskim študentom v tujini, študentov slovenskih korenin pa v Sloveniji. Poleg tega 10-tedenskega raziskovalnega obiska pa štipendisti ASEF sodelujejo še v 3-letnem programu aktivnosti, ki vključujejo predavanja, kot je ta, delavnice, razna druženja in program tutorstva. Preko teh štipendijskih programov ASEF gradi skupnost perspektivnih mladih raziskovalcev, ki tudi po svojih raziskovalnih obiskih ostajajo v stikih in odlično sodelujejo z gostujočimi profesorji, tako skrbijo za akademsko raziskovanje, za skrb za prenos in ohranjanje slovenske kulturne dediščine in tudi prenos znanja in izkušenj na širšo javnost. Današnje predavanje pa je organizirano v sklopu programa ASEF Mladi umi. To je serija poljudno-znanstvenih predavanj, v katerih štipendisti ASEF v bistvu predstavljajo svoje raziskovalno delo in svoje izkušnje, ki so jih pridobili v okviru štipendijskega programa ASEF. Pri tem se ASEF povezuje tudi z lokalnimi organizacijami, ki delujejo v krajih, iz katerih predavatelji prihajajo, s tem pa poskuša doseči njihovo vključevanje v lokalno slovensko skupnost. Tako tudi pri današnjem predavanju sodeluje Društvo študentov medicine Slovenije, tako da bi zdaj kar predal besedo Nini, predstavnici te organizacije, za kratko predstavitev. Ja, živijo. Okay, moj del predstavitve bo danes verjetno še najmanj strukturirana stvar, ampak ja, jaz sem drugače predstavnica Društva študentov medicine Slovenije, sem 5. letnik medicine, v društvu pa sem v bistvu podpredsednica za aktivnosti, članica izvršnega odbora, tako da v bistvu prijavljam društvo na razpise, vodim malo projekte, tako kako gre vodjem projektov pa take stvari, tako da ja, lahko gremo kar naprej. Zdaj bom jaz čisto na hitro samo predstavila naše društvo. V bistvu je nekako njegova zgodovina sega v obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je preko Zveze študentov Jugoslavije začelo malo povezovati študente, v bistvu takrat vseh jugoslovanskih držav. In potem v bistvu pravno formalno je pa tako društvo, kot je v današnji obliki, nastalo leta 2003, ko je v bistvu združilo vse te športne krožke, kulturne krožke z našega faksa. In zdaj zaenkrat imamo v bistvu veliko članov, ti, ki so pa aktivni, torej izvajalci aktivnosti, jih je bilo pa lani septembra 382, kar je za obdobje po koroni bilo kar dosežek, mislim, da, tako da ja. Plus povezujemo se z drugimi člani in alumni. Evo, zdaj, da bomo malo tako samo jasno, kaj je zdaj Društvo študentov medicine. Torej, mi smo v bistvu člani Zveze študentov medicine Slovenije, ki združuje še Društvo študentov medicine iz Maribora. Zdaj v okviru zveze obstajajo ti 3 odbori, ki so v bistvu narejeni na nacionalni ravni in skupaj v bistvu z mariborskimi študenti potem organiziramo razne nacionalne kampanje, recimo odbor za prvo pomoč organizira kampanjo Slovenija oživlja, ki je septembra, odbor za reproduktivno zdravje
organizira svetovni dan v bistvu ozaveščanja ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u. Odbor za duševno zdravje pa bo zdaj v bistvu sodeloval z Mariborom, to je zdaj na novo se ustanavlja za v bistvu ob svetovnem dnevu ozaveščanja o samomoru in drugih duševnih boleznih. Zdaj, naša zveza posreduje tudi mednarodne priložnosti in je vključena, je članica IFMSA, to je v bistvu svetovna organizacija študentov medicine, vseh teh društev po celem svetu. In IFMSA ima spet različne odbore torej za javno zdravje, za medical education, za reproductive health in pa SCOPE in SCORE, v okviru česar v bistvu organizira enomesečne izmenjave za vse študente medicine po celem svetu, v katere se tudi mi vključujemo in naši aktivni člani lahko potem grejo na te izmenjave, kjer lahko v bistvu en mesec delaš prakso v tujini ali pa delaš raziskovalno nalogo, to je ful fajn. In v sklopu IFMSA v bistvu imamo še dva taka velika meetinga vseh študentov medicine, March meeting in pa August meeting. Na August meeting zdaj grem, bo pa avgusta v Istanbulu. Takrat se v bistvu zberejo vsi študenti iz vseh društev, nekako predstavniki praktično vseh društev in imaš tudi tako seje preko katerega dne, tako gremo kar naprej. Zdaj, mi imamo v bistvu v sklopu društva, deluje približno okoli 20 projektov in ti naši projekti se nekako ogromno delijo na javno zdravstvene, medicinske, izobraževalne in pa kulturne in športne projekte. Torej, kulturni in športni projekti nekako imamo torej big band, imamo kitarski orkester, imamo gledališko skupino, imamo projekt šport, kjer v bistvu naši študenti sodelujejo na teh univerzitetnih športnih tekmovanjih. Mi imamo projekt Rektor, kjer v bistvu izdajamo tako študentsko glasilo, en kup enih projektov v glavnem, tako da zdaj lahko gremo kar naprej. Imam tle par utrinkov z naših aktivnosti, recimo skoraj vsak projekt, predvsem ti javnozdravstveni projekti in pa medicinsko izobraževalni projekti organizirajo svoje kongrese, na katere so vabljeni študenti medicine in pa študenti ostalih fakultet, v bistvu vsi, ki jih ta tema zanima. Potem imamo recimo projekt Medimedo, organizira delavnice po vrtcih, kjer se v bistvu igrajo z otroci in malo olajšajo, če imajo kdo kakšen tak strah pred zdravnikom. V bistvu naši kulturni projekti organizirajo razne koncerte, predstave, skeče. Zdaj so recimo igrali na predstavi Zdravniške zbornice, ko je bila obletnica in tako, no, v bistvu se predvsem nekako point tega našega delovanja je druženje študentov, ampak v bistvu delamo en kup enih stvari in zato v bistvu sodelujemo tudi potem recimo z Uradom Republike Slovenije za mladino, na katerega razpise prijavljamo z Mestno občino Ljubljana, z medicinsko fakulteto, ki nam nudi prostore za naše delovanje in potem se v bistvu povezujemo z raznimi drugimi društvi, organizacijami, da se zmenimo, da prijemo recimo izvajati delavnice prve pomoči ali pa se zmenimo za popuste, da gremo ceneje smučati. Tako da ja, to je nekako na hitro v našem delovanju. Zdaj pa jaz kar prepuščam besedo naprej, tle, če koga še zanima, je povezava do naše spletne strani, do naših socialnih omrežij, si lahko pogledate, kako smo pridni. Tako da ja, kar predajam potem besedo naprej. Super, hvala za predstavitev. Zdaj mi je pa veselje predstaviti našo današnjo govorko, Nino Zupančič. Zdaj, Nina Zupančič je specializantka 6-letnega programa žilne kirurgije in trenutno zaposlena na UKC Ljubljana. Do leta 2018 je obiskovala medicinsko fakulteto v Ljubljani in potem končala pripravništvo na Splošni bolnišnici Novo mesto. Zdaj, med študijem se je udeležila tudi številnih študijskih obiskov v Evropi in tudi drugje. Med najbolj izpostavljenimi pa je polletni Erasmus študijski obisk na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Zdaj, po pripravništvu je po zaslugi ASEF-a opravila 10-tedenski raziskovalni obisk pri profesorici Mihaeli Pavličev na Dunajski univerzi na oddelku za evolucijsko in teoretično biologijo, kjer je pridobila v bistvu pogled v znanstveno delo in številne izkušnje, ki so zelo razširile obzorja, je pa se potem odločila za nadaljevanje s kliničnim delom, tako da je v začetku leta 2021 začela z kirurško specializacijo, najprej prve 2 leti splošno, potem pa bo nadaljevala z usmerjenim programom za žilno kirurgijo. Preden ji predam besedo, bi vse udeležence še rad povabil, da med predavanjem predavateljici postavijo tudi kakšno vprašanje, ker se potem na koncu lahko iz tega razvije precej zanimiva razprava,
Vprašanje lahko postavite kar med predavanjem, in sicer v Q&A chat na Zoomu, ki ga vidite na spodnjem delu vašega ekrana. Tako da zdaj predlagam, da kar začnemo s predavanjem, tako da Nina izvoli. Hvala, Jakob, za tak lep uvod. Takole, zdaj pa lahko kar začnemo z mojim delom. Najprej bom na hitro povedala nekaj o svoji izkušnji na ASEF raziskovalnem obisku. Kot je Jakob že povedal, sem bila na obisku pri profesorici Pavličev na oddelku za evolucijsko in teoretično biologijo, kar je v bistvu recimo en korak stran od medicine, od klinične medicine sigurno. S temi slikami sem hotela samo pokazati, da si predstavljate, da je delovno okolje bilo res tako sproščeno. Takole, naslednja slika pove pa še nekaj o moji izkušnji, in sicer to je bilo obdobje covida, kjer se je po Dunaju našlo precej takih slik, inštalacij, in tudi na moj obisk je to vplivalo, ker pač ni smelo biti dovoljeno delo v laboratoriju v taki meri kot sicer. Vseeno pa na srečo je bila moja vloga v samem laboratoriju tudi taka, da smo imeli delo z miškami, in takrat v bistvu je na Dunaju bil pristop do tega covida vseeno malo bolj odprt, tako da smo smeli iti v laboratorij z pač specifičnim urnikom, da nas ni bilo preveč hkrati tam. In za živali je bilo treba seveda tako ali tako poskrbeti. Ja, na kratko samo o delu. V bistvu smo preučevali, kako se izraža posebni gen Wnt4 v mišjem uterusu. Zdaj, meni je bilo super, ker sem imela tudi precej proste roke pri eksperimentalnem delu. Čim sem se naučila kakšne metode, sem to ob pomoči kolegov, potem smo skupaj recimo na mikrotomu rezali rezine mišjega uterusa, to je slika na levi. Potem delali smo recimo elektroforezo za genotipizacijo, da smo pokazali, da imajo miške res tisti gen, ki smo ga pač potem preučevali naprej. Tako da, ja, seveda tudi samo mesto Dunaj mislim, da ne razočara nikogar in ne pusti razočaranega tudi tistega, ki je mogoče vsaj malo navdušen nad umetnostjo. Tako da toplo priporočam izkušnjo vsem. Zdaj pa se lotimo teme, recimo osrednje teme današnjega predavanja. Začela bom s tem, da mogoče je dobro imeti v mislih, da se sama specializacija iz kirurgije s časom tudi spreminja. Včasih, govorimo mogoče 10 let nazaj, ali pa potem še več, je pač študent medicine po opravljenem študiju izbral vejo kirurgije in nekako se je potem subspecializiral tekom dela. Manj je bilo teh usmerjenih vej. Medtem ko danes pa vidimo, katere vse veje so priznane kot kirurške veje v Sloveniji. Najnovejši izmed teh sta žilna kirurgija in otroška kirurgija, to ne pomeni, da teh kirurgij prej v Sloveniji ni bilo, ampak to pomeni, da so zdaj na novo prav zastavljeni programi, in ko si, se pravi, zdravnik po strokovnem izpitu izbira specializacijo, lahko že takoj izbere usmerjeno vejo kirurgije. Tako. Zdaj, to pa ne pomeni, da se usmeriš takoj v svojo specifično vejo. Seveda moramo vsi imeti znanja in tudi tehnike iz ostalih kirurških specializacij.
Tako da gre za, najprej rečemo, skupno deblo, ki traja 2 leti. In v bistvu specializanti kirurgije krožimo na različnih področjih, tako da si ustvarimo neko osnovno znanje, ki nam mogoče potem tudi pomaga pri delu na urgenci, da postanemo res suvereni pri pač nekih takih splošnih zapletih. Tako, zdaj ne bomo se spuščali v podrobnosti programa, ampak lahko pa povem, da sem tudi sama trenutno še v sklopu tega skupnega debla in mi manjka še dobre pol leta, da ga zaključim. Zdaj na hitro sem se odločila, da pokažem še malo sisteme drugod. Ne bom rekla, da o tem vem veliko, ampak s temi ostalimi shemami pa mogoče vam lahko pokažem, da dejansko podatki niso težko dostopni in za različne države z lahkoto v bistvu, sploh mogoče študentov medicine, to kdaj pride prav, na zdravniških zbornicah ponavadi lahko vidite, kakšen je program določene specializacije. Takole sem prilepila program v Nemčiji in v Avstriji, kjer v bistvu, če na grobo pogledamo, gre za podobno razdelitev kot v Sloveniji, se pravi 2-letni začetni del, kjer si kirurg pač ustvari neko splošno kirurško znanje, in potem 4-letni program, ki se osredotoči na določeno vejo kirurgije. Enako velja tudi v Nemčiji, se pravi 2 leti tega skupnega debla in 4 leta nadaljevalnega. Zdaj malo drugače potem vidimo, da je zastavljen sistem v United Kingdom, se pravi Velika Britanija. Tukaj mogoče tudi ena malo večja razlika, ko pri njih govorimo o general surgery, se je nekako ta splošna kirurgija pri njih razvila, se s tem misli v bistvu bolj abdominalno kirurgijo, v glavnem to. Ampak spet pa gre za postopno nabiranje znanja. Tukajle sem dala prav primer žilne kirurgije. Zdaj malo je okrog obrnjeno, 4 leta najprej in potem 2 leti malo bolj usmerjene na žilne posege, ampak v bistvu, če dobro pogledamo, bom skočila naprej, če dobro pogledamo, kako poteka to v Sloveniji, je zares žilne kirurgije kot same tudi potem v nadaljevalnem delu za 2 leti. Tudi v nadaljevalnem delu se pravi pojavljajo kroženja v drugih vejah kirurgije, ampak se pravi, so to tista specifična kroženja, ki so recimo prav za žilno kirurgijo malo bolj pomembna, ne. Se pravi, potem pa še ZDA. Tu pa vidimo spet, da gre za 4-5 let tega nekega osnovnega znanja, se pravi kot neke splošne kirurgije, in potem usmerjene kirurgije, ki traja različno glede na vejo, približno 2 leti recimo za žilno kirurgijo. Tako, to je en tak hiter, grob pregled. Tole smo si že pogledali, a ne, to je, se pravi, novo zastavljeni program žilne kirurgije. Ne bomo tudi se spuščali v podrobnosti, ampak tukaj sem hotela pokazati, v novem programu je precejšen del posvečen tudi interventni žilni radiologiji, se pravi v bistvu minimalno invazivnim posegom. Tako, zdaj pa se lahko posvetimo še temu primeru počasi, da se lotimo mogoče tega, zakaj ste danes tukaj, ker verjetno vas je pritegnilo vprašanje, kaj imata skupnega poškodba trebušne slinavke in kirurška duša. Ta pojem kirurška duša se sliši tako malo bolj, kako bi rekla, malo poetično skoraj, ampak dejansko gre za
Se pravi, kar imate skupnega trebušna slinavka in kirurška duša, je sama lokacija. Kirurška duša, ki naj bi bila pač to mesto, naj bi bilo veliko približno za en malo večji kovanec, in je locirano ravno v področju glave trebušne slinavke. Zdaj, zakaj se to imenuje tako? V angleškem jeziku v bistvu temu rečejo, da je, se pravi, wounded surgical soul, se pravi poškodbe kirurške duše. Ime se je prijelo verjetno zato, ker v primeru, da kirurg dobi v roke pacienta s tako poškodbo, mu za trenutek zastane dih, ker je poškodba na tem mestu povezana z zelo visoko umrljivostjo. Zdaj, same poškodbe trebušne slinavke so redke in lahko se pojavljajo na različnih mestih. Tule spodaj imate eno shemo, kako izgleda slinavka. Razdelimo jo v več delov, ima glavo, trup in vrat. In glede na lokacijo poškodbe tudi potem sledi druga vrsta zdravljenja. Se pravi, tiste poškodbe, ki jih imenujemo poškodbe kirurške duše, so v resnici samo tiste, ki so osredotočene bolj v predel glave trebušne slinavke. Zdaj, kdaj sploh pride do take poškodbe? To je lahko ali topa ali pa penetrantna poškodba. Penetrantna poškodba pomeni v bistvu na primer vbodna rana. In pogostejše so poškodbe trebušne slinavke pri penetrantnih poškodbah. Zdaj, najpogostejša topa poškodba trebušne slinavke pa je posledica avtomobilske nesreče danes, Zdaj vemo, da je avtomobilskih nesreč kar nekaj, seveda pač zdaj v tem primeru govorimo o visokoenergetskih poškodbah. Lahko in kar pogosto v bistvu pri približno polovici primerov je prisotna še poškodba kakšnega drugega organa. Zdaj, meni je bilo danes vam opisati ta primer zanimivo zato, ker smo se mi na faksu veliko učili o poškodbah ostalih organov. Pri padcih, udarcih v trebuh smo vedno poudarjali recimo vranico, jetra. Jaz pa sem v bistvu zdaj tekom svojega kroženja nekako sem se prvič srečala s poškodbo trebušne slinavke. Evo. Ja, zdaj tale stavek, se pravi, medicinski ilustratorji so optimisti. Zakaj? Ker dejansko situacija, ki jo imaš pred sabo, nikoli ne izgleda tako lepo, kot je na sliki. Tule je s tole debelo črto očrtana, se pravi, ta lokacija, kjer smo rekli, da naj bi se nahajala sama kirurška duša. In tukaj si lahko še bolj predstavljate, zakaj je ta pacient ogrožen. Prva stvar, ki ga ogroža pri poškodbi na tem mestu, je, da bo izkrvavel. Vidimo, da se tu nahaja veliko, je preplet v bistvu enih oziroma glavnih velikih žil v telesu. Vidimo veno cavo, potem je tu še portalna vena, potem imamo tu veno in arterijo mesenterico superior, renalno arterijo in veno. Tako da, če se tu zgodi poškodba, je velika možnost, da je poškodovanih več žil, da je poškodovan še kak drug organ in sam operativni pristop je precej zapleten. Takole. No, zdaj, če pogledamo prav tega našega pacienta, ker si bomo tako zadevo mogoče malo lažje predstavljali. To je bil 43-letni pacient, bil je nekdanji pač odvisnik od heroina, prišel je v bolnico, v urgentni center, v zelo slabem stanju, bruhal je kri in tožil za res močnimi krčevitimi bolečinami v trebuhu, predvsem tako podrebrnima lokoma na obeh straneh. Povedal je, da je bil udeležen v nekem pretepu pred 3 dnevi,
In od takrat so se potem težave nekako stopnjevale. Zdaj, razen seveda pregleda, nam danes, se pravi, nam je zelo v pomoč tudi laboratorij. Tukaj sem navedla še, se pravi, PCT, levkocit in CRP so pokazatelji vnetja, ki danes za nas niti ne bodo tako pomembni, ker so precej nespecifične narave. Malo več se bomo pa pogovarjali o spodnjih dveh, o lipazi in o alfa-amilazi. Zdaj, študentje medicine so sigurno za ta dva encima že slišali. Je pa zanimivo, ker jo ponavadi slišimo v povezavi z diagnostiko pankreatitisa. Dejansko te dva encima nista specifična za samo poškodbo pankreasa, ampak gre za to, da trebušna slinavka izloča, se pravi, trebušna slinavka ima endokrino in eksokrino vlogo. Se pravi, je pomembna endokrino, verjetno vam je v povezavi s tem tudi trebušna slinavka malo bolj znana. Se pravi, je pomembna za uravnavanje sladkorja v telesu, s čimer, se pravi, pomembna za izločanje inzulina in patologije te vrste so potem povezane z sladkorno boleznijo. Kar se tiče pa eksokrinega izločanja, pa tu nastopijo encimi, ki so odgovorni za samo prebavo in presnovo hranil v gastrointestinalnem traktu. Se pravi, amilazo, lipazo, proteazo imamo vsi v našem telesu, ampak te encime lahko izkoriščamo za diagnostiko v primeru, da pride do poškodbe pankreatičnega voda. Potem se pač te encimi zlijejo in je povišana vrednost teh encimov tudi v krvi. Tako, upam, da sem to jasno razložila in gremo lahko naprej. Zdaj, to je prav primer vrednosti encimov pri našem pacientu. Samo tako, da si predstavljamo, če so to referenčne vrednosti, pač za alfa-amilazo pa za lipazo, tu lahko vidimo, kolikokrat povišane vrednosti pri pacientu so bile ob sprejemu, potem pa se je pač to tekom zdravljenja izboljšalo. Zdaj, kako sploh, katero metodo uporabiti, da dokažemo, da je šlo za poškodbo da je prišlo do poškodbe trebušne slinavke. Še vedno najbolj pogosto uporabljen je seveda CT trebuha, CT abdomna, zato ker je to preiskava, ki je zelo dostopna, hitro se opravi, je neinvazivna, se pravi, v bistvu čim sumimo, da gre za neko hudo poškodbo, pa je pacient stabilen, to pomeni, da ne rabi iti takoj v operacijsko sobo, da ne rabi urgentne operacije in ni že v tem momentu življenjsko ogrožen. Se pravi, se najpogosteje uporabi kar CT. In tudi v našem primeru je bilo tako, bomo potem pogledali sliko. Zdaj, problem CT-ja je to, da je občutljivost za poškodbo pankreasa pod 60%. Se pravi, ne moremo biti sigurni, tudi če CT pravi, da poškodbe ni, da je res ni. Zato pa obstajata tudi drugi dve metodi, ki sta precej opisani v literaturi, mogoče malenkost manj uporabljeni v praksi, vsaj kar se tiče poškodb pankreasa. Prva je ERCP, to je v bistvu preiskava, ki poteka na nek način kot gastroskopija, tako da s cevko vstopimo skozi usta, gremo preko želodca in si potem sondo pridemo do pankreatičnih vodov, in tukaj lahko tudi na samem mestu opravimo kakšen že terapevtski poseg.
se pravi, lahko se vstavi kakšne stente, tu so različne opcije zdravljenja, tudi pri manjših poškodbah trebušne slinavke pride to v upoštev. To je v bistvu super, zato ker imamo hkrati tam sondo, ki nam lahko pokaže, a je res pankreatični vod poškodovan. Se pravi, vbrizgamo kontrast in si lahko prikažemo točno, če je kje vod prekinjen. In na istem mestu z istim inštrumentom lahko to poškodbo tudi v bistvu zdravimo. Zdaj, druga metoda, še o ERCP-ju, seveda je to težje izvedljivo, če je pacient že ogrožen, če je nestabilen, in v bistvu se redko lotevamo te metode kot prvi pristop. No, druga metoda pa je v bistvu slikanje pankreatičnih in žolčnih vodov z uporabo magnetne resonance in kontrasta. Obe v bistvu metodi, in ERCP in MRCP, sta veliko bolj občutljivi kot CT abdomna, praktično 100%, ker s kontrastom prikažemo vse vode in smo lahko praktično 100% prepričani, ali je vod poškodovan ali ne. Vseeno pa tudi to metodo uporabljamo bolj poredko, zato da naredimo slikanje z magnetno resonanco, mora biti vseeno tam na mestu posebna ekipa. In čeprav je preiskava neinvazivna in v bistvu razmeroma enostavna, se prej lotevamo, večkrat uporabljamo CT abdomna pri pacientih z poškodbo trebuha. Tako, evo, zdaj, ko smo toliko o tem govorili, je mogoče fino, da si to še pogledamo pri našem pacientu. Zdaj, to je en nivo CT-ja, desna stran je v bistvu na naši levi, ravno sta zamenjani strani, se pravi, na sliki je pacientova desna, to, kar je naša leva. In zdaj tu vidimo poleg preseka enega vretenca, vidimo na levi in desni strani ledvici, s puščico pa je potem označen predel, kjer je bil viden prekinjen parenhim v področju vratu pankreasa. Prej sem pokazala tisto shemo, tako da si lahko predstavljate, da je vrat potem bolj proti koncu trebušne slinavke. To področje prekinitve je bilo ocenjeno kar na 5 centimetrov in tako je kar zanimivo, da je pacient s tako poškodbo v bistvu naokrog hodil 3 dni. Zdaj, zakaj se poškoduje na tem mestu ravno trebušna slinavka, je tudi zanimiv mehanizem, sploh pri recimo suhih ali pa otrocih, je ob močnem udarcu za trebušno slinavko potem pač zelo trdna hrbtenica, ob katero se potem pankreas nasloni, in ker je tkivo pankreasa precej nežno, se v bistvu lahko kar, kot v tem primeru, prekine na pol. Tako, zdaj z našim pacientom smo potem šli po slikanju, ko smo videli, kaj se dogaja v njegovem trebuhu, urgentno v operacijsko dvorano. Zdaj ne bom točno opisovala, kaj se je delalo, ampak lahko, se pravi, pojasnim približen potek. Pristop je bil preko mediane laparotomije. To pomeni srednji pristop, se pravi, odpre se trebušno steno. Tukaj smo dobili ven par litrov proste tekočine, ki se pač lahko nabere ob kakršnemkoli draženju, ob različnih poškodbah, to ni nič specifičnega za poškodbo trebušne slinavke. In takoj, ko pač kirurg dobi pred sabo pacienta, čeprav mu CT lahko nekaj prej pove,
mora pač pregledati celotno trebušno votlino, zato da se prepriča točno, kaj je poškodovano, a je morda poškodovano še kaj drugega, kot je bilo videti na CT-ju. In v našem primeru je šlo za izolirano poškodbo trebušne slinavke. Torej ni bilo poškodb še kakšnih drugih organov. Zdaj zaradi samega tveganja oziroma zaradi narave vranice, ker je taka, kako bi rekli, polna krvi in ker je dobro prekrvljena in v bližini trebušne slinavke, si lahko predstavljate, da kirurg med samo operacijo tudi pomotoma kdaj preveč povleče kakšno strukturo in se lahko to žilje zatrga. To igranje če tako rečemo, z vranico je dostikrat malo nepredvidljivo. Zato je precej ustaljena metoda, da se odstrani med operacijo tudi vranico. Se pravi, kar smo mi naredili, je v bistvu ta del, ko je bil prekinjen, ko smo videli tudi, da se je že ločil od glave trebušne slinavke, od tistega osrednjega dela, tisti del, ko je bil na koncu, smo odstranili in zaradi same narave te operacije se v bistvu odstrani še vranica, čeprav ni bila poškodovana. To je tudi najpogostejši poseg, ki se ga opravi v primerih te vrste poškodbe. Zdaj, seveda je vedno dobro stremeti k temu, da se vranica, ki je sicer nedotaknjena, pusti na mestu, sploh pri mlajših pacientih in otrocih. Ampak tukaj pač kirurg tekom operacije preceni, kakšno je tveganje, da ne potem pacient zakrvavi v vranico oziroma iz vraničnega žilja, in je potem potrebna revizija in ponovna operacija. Na splošno pri poškodbah trebušne slinavke pa velja, da je najpomembnejši del zdravljenja kirurškega drenaža. To pomeni, tudi če kirurg pristopi v trebušno votlino in situacija ni čisto jasna, je mogoče tudi pacient preveč ogrožen, nestabilen in se ne more v tem trenutku izvajati nekih težjih posegov, je tudi za prvi korak dovolj, da se vstavi cevko v trebušno votlino, po kateri potem sokovi, ki jih trebušna slinavka izloča, lahko odtekajo ven iz telesa in se ne nabirajo v telesu samem. Se pravi, se ne kopičijo v trebušni votlini, ampak vzpostavimo dostop, da tekočina izhaja ven. To smo naredili tudi v našem primeru, tako. Zdaj, zakaj je sploh to tako pomembno? Še enkrat se vrnimo na tiste encime, se pravi na lipazo in alfa-amilazo. To je bil verjetno tudi trenutek, ko je mene ta primer nekako najbolj fasciniral, ko sem bila zraven kasneje med ponovno naslednjo operacijo pri pacientu, bomo še videli, kako se primer potem izteče. Mi je bilo zelo zanimivo, da se je videlo v trebuhu v bistvu zelo lepo spreparirane, zelo lepo se je videlo žilje, sam potek žilja, ki je ponavadi obdan z maščobo. Tudi recimo portalna vena se je prikazala, si jo imel skoraj na dlani. In potem sem se začela spraševati, kako to, kako ti encimi iz trebušne slinavke vse razžrejo na neki način. In takrat seveda mi je tudi kapnilo, to niso katerikoli encimi. Tisto maščevje seveda razgradi lipaza sama. Na neki način nas naš lasten encim, ki ga telo uporablja za
razgradnjo maščob, ki jih pojemo, nas naš lasten encim razgradi od znotraj, naše organe oziroma maščobo v našem telesu začne razgrajati. Takole pristop do trebušne slinavke, to sem si dovolila kar poslikati iz Sobote, se pravi našega anatomskega atlasa, oziroma pač to je iz tega anatomskega atlasa, tudi v ostalih je prikaz verjetno podoben. Med veliko krivino želodca tu spodaj in delom, kjer pač se naslanja na debelo črevo, je ligament, ki se ga prekine, da lahko vstopimo v burzo in potem se tako pač pride do trebušne slinavke. To čisto malo za predstavo. Tukaj v tem delu potem bi lahko videli poškodbo, če bi šlo za to. Po operaciji, ker gre za pač ogroženega pacienta in je seveda potreben nadzor pač nekih vitalnih parametrov, rečemo, no, smo ga premestili v enoto za intenzivno terapijo. Tam je bil potem še 22 dni, prejemal je antibiotik, somatostatin, ki v bistvu preko hipotalamusa zavira izločanje tudi pankreatičnih sokov. Potem prejemal je inhibitor protonske črpalke, se pravi, to uporabljamo pri hudo ogroženih pacientih tudi za zaščito želodca, in pa profilaktične odmerke heparina, da preprečimo kakšne neželene strdke. Saj v podrobnosti se ne bomo spuščali, ampak recimo zanimivost pri tem pacientu, ko sem že omenila, je bilo tudi to, da je bil on odvisnik od heroina trenutno, se pravi, ko je bil v naši bolnici, je bil na metadonski nadomestni terapiji, in grozno težko je bilo gledati, ko je razvil tudi odtegnitvene simptome, in je bil v bistvu razdražen, nemiren, zato ker so mu bili odmerki metadona prenizki, in se je v bistvu hkrati boril po eni strani s poškodbo trebušne slinavke, a ne samo travmatsko poškodbo, hkrati pa še s svojo odvisnostjo. Tako da je tudi na listek nam je enkrat sam jasno napisal, da naj mu damo več recimo metadona, ker se ne more boriti z obema hkrati, nima energije za oboje. Tako, se pravi, po 5. dnevu smo pa opazili, da po teh drenjih, ko sem jih prej omenila, po teh cevkah iz trebušne votline teče kar precej tekočine. Ponavljali smo CT trebuha in videli, da se je v bistvu levostransko za ledvico nabrala ena večja tekočinska kolekcija. Slabšalo se je tudi stanje pacienta. Potem smo naredili še en poseg, prej smo se pa pogovarjali o ERCP, mogoče samo zaradi slikce skočim na hitro nazaj. Preveč. Takole. Se pravi, s tem smo prerezali papilo, zato da so se lahko pankreatični sokovi lažje izločali v črevo. V bistvu smo zmanjšali upor na tem mestu, da ni vse teklo v trebušno votlino. Tako da zdaj lahko recimo s tem vidite še en primer uporabe ERCP-ja. Tako. Zdaj je pa bila potem ponovno je bil pacient operiran še 4-krat.
Tako da si lahko predstavljate, da je potek zdravljenja pri eni taki poškodbi dolgotrajen in kompleksen. Evo, zdaj tu je samo še shema, ki nam pokaže različne stopnje poškodbe trebušne slinavke. S tem je tudi potem povezana, se pravi, s težjo poškodbo večja smrtnost. Mi smo našega pacienta določili v stopnjo 3. Se pravi, poškodba je bila tudi na mestu pankreatičnega voda. Ni pa šlo za tisto najtežjo obliko poškodbe, ko smo jo pa prej omenili, poškodba na mestu same kirurške duše oziroma glave pankreasa. Tako, zdaj gremo počasi že proti koncu. Pacient je potem bil premeščen na navadni oddelek, tam mu seveda ni ušel potem še covid, je uspešno okreval. Tekom zdravljenja pa smo ugotovili, zaradi pač znane zgodovine, smo ga testirali še na druge bolezni, smo ugotovili, da ima še hepatitis C, ki ga takrat sicer ni ogrožal v tistem momentu. Mislim, je pa bilo zanj dobro, da ve, da ga ima, zato da smo mu določili termin pri infektologu, kjer bo potem nadaljeval zdravljenje, ker je hepatitis C v bistvu danes ozdravljiv. Tako, naredili smo pred odhodom tudi CT trebuha ponovno, kjer se je še vedno videlo, da gre tam za kolekcijo na enakem mestu kot prej, ki se je zmanjšala. In v tem primeru se zdravljenje lahko nadaljuje kar konzervativno. To pomeni, da pač pacient prihaja na kontrole, ga spremljamo, ne rabi pa zaradi tega ponovne operacije. Tako da res ga je bilo lepo videti, potem preden je šel iz bolnice, lahko povem, da je imel čisto drugo barvo obraza, izgleda kot drug človek, in po uspešnem okrevanju je šel potem ves vesel domov, no. Zdaj samo še par iztočnic za zaključek. Mogoče še, da povežem tisti začeten del, ko sem predstavljala tole predavanje pa hkrati ASAFE obisk. Bi rada rekla, da je ta ASAFE obisk, ta izkušnja je pomembno vplivala tudi na moje nadaljnje odločitve, bi rekla. Predvsem zato, ne kar se tiče strokovnega dela, ker pač je bilo moje delo na Dunaju povsem izven kirurškega področja, ampak po pogovorih s profesorico mi je v bistvu dalo precej zamisliti. Ona je ena izmed pač profesoric na Dunajski univerzi, sem pa prav pogledala podatek in naj bi do leta 1997, kar ni spet tako zelo dolgo nazaj, bilo recimo ženskih profesoric na Dunajski univerzi samo 7%. Tako da je glede tega Dunajska univerza precej konzervativna, ampak ona mi je s svojim načinom mišljenja tudi vlila mogoče malo poguma, da sem se lažje odločila za kirurško specializacijo. Pogledali smo si malo, kako sploh izgleda kirurška specializacija, da je sestavljena iz začetnega in nadaljevalnega dela. Malo več sem mogoče pokazala, kako poteka žilna kirurgija. Zdaj o samih poškodbah trebušne slinavke smo se največ pogovarjali. Povedali smo, da je ta poškodba redka, vseeno pa je pomembno, da na njo pomislimo ob visokoenergetskih topih ali pa penetrantnih poškodbah trebuha, predvsem zato, ker te vrste poškodbe pacienta res življenjsko ogrožajo. In zdaj še to,
da vzamemo sabo od tega predavanja, da si zapomnimo, da kirurška duša ni nek pojem in neko nek abstrakten pojem, ampak je to dejansko predel v abdomnu in če pride do poškodbe tega predela, je smrtnost pacienta precejšnja, se giblje kar okrog 50%. To je v bistvu iz moje strani za zdaj vse. Zdaj ste na vrsti poslušalci. To je pa samo ena slikica iz moje izkušnje iz Dunajskega muzeja. Ne vem, če se spomnite iz učbenikov te Venere. Evo. Super, hvala ti za to zelo zanimivo in nazorno predavanje. Zdaj smo prišli do točke, ko vabim tudi vse poslušalce, da predavateljici zastavite še kakšno vprašanje v Q&A, chat na Zoomu, tako da kar napačnih vprašanj ni, tako da. Pa mogoče bi začeli z enim malo bolj osebnim, recimo, katere kirurške specializacije so ti bile poleg žilne kirurgije najbolj všeč in zakaj? Ja, saj moram tako reči med nami, da se tudi sama nisem ravno vedela, v kaj se spuščam, ko sem se prijavila na specializacijo iz žilne kirurgije. Prej sem imela nekaj izkušenj iz kardiovaskularne kirurgije, ki mi je bilo všeč, je pa precej zahtevna veja in nekaj podobnosti sem potem videla tudi z žilno kirurgijo, tako da sem se potem odločila za to. Zelo všeč, tudi se v bistvu današnje predavanje sodi v področje abdominalne kirurgije, ne, in tudi to področje mi je bilo zelo zanimivo. Tako da mogoče to bi rekla, da so glavne. Ampak se mi zdi, da ko krožiš neko vejo, ko se ji malo bolj posvetiš, ti vsaka vzbudi neko zanimanje, no. Mogoče to vprašanje, vprašanje je tako, od več kirurgov sem slišal, da so posegi na pankreasu eni najtežjih kirurških posegov nasploh. Ali so ta opažanja posledica tega, da ob transekciji pankreasa v peritonealno votlino stečejo prebavni sokovi z encimi, ali je razlog bolj tehnični, se pravi, da je pankreas na lokaciji številnih pomembnih arterij in ven? Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu ti sokovi ti ne komplicirajo samega posega. Malo mogoče prekrijejo v tistem momentu operativno polje, ali kako bi rekla, ampak to se v bistvu zelo enostavno odpravi z izpiranjem. Lahko izpiramo trebušno votlino z velikimi količinami fiziološke raztopine in potem se v bistvu tisto odplaknemo stran. Tako da poseg je zahteven bolj zaradi anatomije, pristopov, zaradi možnih zapletov, tako niso sami sokovi problematični. Ali pa tudi nekroza, recimo, zaradi encimov in tako. Tisto se izpere in ni tak problem, no. Super, vidim, da je v chatu še eno vprašanje. Ali bi lahko z uporabo strojnega učenja naredili navaden CT bolj občutljiv? Se pravi, če bi CT lahko naredili bolj občutljiv. Problem CT-ja je, da se razlikujejo tudi med sabo, no, kvalitete slikanja, ne. To je, zdaj bom mogoče malo po domače rekla, v bistvu človeka poslikamo na rezinah.
In zdaj problem CT-ja je, da to ni ena kontinuirana preslikava, ampak so posamične rezine, ki izpustijo en manjši predel. Zdaj moderni CT-ji izpuščajo zelo malo, ne, in so te rezine res pogoste, tako da se težje spregleda kakšno poškodbo, vseeno se jo pa lahko. Sploh recimo pri poškodbah črevesja se zelo težko reče, dostikrat se opazuje druge znake na CT-ju, a ne, če je mogoče zrak v trebušni votlini, ga prej opazimo kot pa tam neko majhno poškodbo črevesja. Tako da ne vem, če je rešitev v tem, da se izboljša CT. Sigurno lahko tudi v tej smeri nekaj napredujemo, ampak verjetno bo, jaz mislim, no, bo razvoj napredoval bolj v to, da se včasih lotimo tudi kakšne druge diagnostike že takoj od začetka, od samega začetka. Da se ne lotevamo takoj CT-ja. Je pa res, da če gre v bistvu na splošno za nekoga, ki je utrpel poškodbo v trebuh, je CT precej dober tudi, da si prikažemo ostale organe. Mi smo že povedali, kaj je fajn za trebušno slinavko, ampak fajn je pa videti tudi na splošno ostale stvari. Zato imamo kar radi CT. Potem pa vidimo mogoče na CT-ju, trebušna slinavka, mogoče bi pa še kaj usmerjenega naredili, tako se ponavadi potem bolj pristopa, no. Super. Kateri organi so najpogosteje poškodovani skupaj z trebušno slinavko? Zelo pogosto oziroma tukaj obstaja prav klasifikacija za te vrste poškodbe, se reče poškodba pankreatiko-duodenalnega sistema. To je, se pravi, poškodba pankrasa, se pravi trebušne slinavke in dvanajstnika, ki leži prav okrog glave trebušne slinavke. In zelo pogosto, če gre za poškodbo trebušne slinavke, gre tukaj tudi za poškodbo tega dela črevesja. Tako da to, zdaj glede na to, da gre za močen udarec v trebuh, gre lahko pogosto tudi za poškodbo vranice, ko smo jo omenjali, jeter, lahko gre za perforacijo, se pravi predrtje črevesja, tako, no, mislim, da bi bile to ene glavnih. Koliko časa je bil pacient v bolnici? Mislim, ko sem pokazala, da je bil 22 dni v intenzivni terapiji, potem pa še, malo bom rekla na slepo, recimo, da je bil vse skupaj mesec in pol v bolnici, kaj takega. Približno. Naslednje bi bilo, omenila si, da ti je mentorica iz Dunaja dala tudi poguma, da si se lotila kirurške specializacije. Kako se počutiš kot ženska v kirurški specializaciji? Moram reči, da v bistvu kakšno tako vprašanje sem kar pričakovala in moram reči, da mi je bilo veliko lažje po tem, ko sem se enkrat za to odločila. Se mi zdi, da sem si v svoji glavi in s kakšnimi nepotrebnimi predsodki ustvarila več težav, kot jih je potem dejansko bilo, no. Tako da, če kdorkoli razmišlja o tej veji in ga res zanima in se je pač pripravljen s tem ukvarjati, bi rekla kar pogumno, no. Kakšna je pa ponavadi prognoza pacientov s podobnimi poškodbami oziroma poškodbami trebušne slinavke? Zdaj, v smislu, se pravi smrtnosti,
gre ponavadi sorazmerno se pravi, težja kot je poškodba, večja je tudi možnost, da sam pacient umre. Če se vse izide razmeroma dobro, kot recimo v tem primeru, je bil odstranjen en del trebušne slinavke. Meni je bilo tudi to precej fascinantno, ker sem takoj začela razmišljati o tem, pacientu je potem ostal en precej manjši delež trebušne slinavke, kot ga je imel prej. A bo vseeno s tem normalno živel, a bo imel mogoče sladkorno bolezen posledično. In dejansko se v večini primerov to kar dobro skompenzira tudi s tistim delom parenhima, se pravi s tistim delom tkiva trebušne slinavke, ki ostane. Je pa precej pooperativnih zapletov v smislu fistul. Tudi pri nas je v bistvu še vedno tam ostala neka kolekcija in v bistvu nismo prav zaprli tistega izvodila trebušne slinavke, kjer je iztekal sok. Zdaj tukaj se potem lahko pojavljajo razni zapleti, komunikacije potem v črevu, ampak v večini se te stvari pozdravijo potem nekako konzervativno, se pravi brez dodatnih posegov, ali pa s pomočjo teh novejših metod, kot sem jih opisala pri RCP-ju, si lahko pomagamo tudi s kakšnimi stenti, ki jih vstavimo potem za premostitev teh fistul. Skratka, kako bi rekla na splošno, če je operativna terapija uspešna, je prognoza pri pacientih dobra, lahko pa pride do nekih malo bolj specifičnih komplikacij, ki se jih tudi da rešiti, no. Tako da pacient bo normalno živel svoje normalno življenje, če bo šel seveda tudi na termin, ki smo mu ga določili pri infektologu, drugače se bo tisti hepatitis enkrat verjetno še obrnil proti njemu. Tako da to je to. Zakaj ste se odločili ravno za študij medicine in nadaljnjo pot? Kaj vas pri tem motivira? Ja, v bistvu se mi zdi, ko pogledaš nazaj, verjetno velja to za precej študentov medicine, vidiš, da je bila tvoja odločitev za ta študij mogoče postavljena na nekih drugačnih temeljih oziroma si sam potek, pa ne študija, ampak potem dela predstavljal drugače, ali pa niti nisi imel dobre predstave o tem in si se odločil, se mi zdi, da najpogosteje mogoče zaradi tega, ker si želiš delati z ljudmi, želiš pomagati ljudem, si želiš imeti poklic, kjer se počutiš nekako tudi družbeno koristno. Potem sam študij dejansko je kar dolg, ampak tudi zanimiv. Potem pa šele padeš v to, kar dejansko boš počel. In to se mi zdi tudi zelo težko obdobje za študenta, oziroma potem pač po strokovnem izpitu si že zdravnik načeloma. Se mi zdi to ena izmed težjih odločitev, da se potem odločiš, v kateri veji boš delal. Ker samo delo ni niti malo podobno tistemu, kar si ti predstavljal, ko si se usedel v klop v prvi letnik študija medicinske fakultete, se mi zdi. Kaj mene motivira pri delu? Sploh se mi zdi, da mi kirurška specializacija da veliko tega, če lahko rečem, feedbacka, ker takoj vidiš rezultat svojega dela. Hitro v bistvu vidiš neko rešitev,
ki si jo naredil tisti dan, in ti to da motivacijo tudi za naprej, da lahko, ne vem, nekaj dobrega narediš. Zdaj, omenila si preiskavi ERCP in MRCP. Zakaj se najpogosteje uporabljata? Ja, malo smo se pogovarjali še o teh dveh preiskavah, ki sta zelo občutljivi, sem rekla, zelo dobro prikažeta vode, žolčnika in trebušne slinavke. In če si predstavljate, kje bi se še to lahko uporabilo, je povsod, kjer pride do kakšne zapore. Se pravi, sploh ERCP, ker hkrati vstavimo sondo, je priročen takrat, kadar je na tistem mestu kakšen žolčni kamen, ki presodimo, da ga lahko v bistvu že kar tako izvlečemo. Potem s to sondo ven preko dvanajstnika želodca in skozi usta v bistvu ven. To je, ne vem, precej bolj, kako bi rekla, pacientu prijazen, manj invaziven način kot operacija. Potem recimo MRCP, pa če si predstavljate, lahko tudi pride do zapore teh vodov zaradi kakšnih drugih struktur. Lahko je to neka tumorska sprememba, na primer. In tam bi si lahko lepo prikazali ta mehka tkiva in videli, za kakšno novotvorbo recimo gre, zakaj je tisti vod tam zaprt. Tako da zato sta zelo uporabni metodi, no, tako v grobem sem malo povedala. Še eno vprašanje v chatu. Kaj so po tvoje največji plusi oziroma minusi žilne kirurgije v primerjavi z ostalimi vejami? Jaz bom to povedala tako malo iz svoje perspektive. Žilna kirurgija je mogoče veja, ki je majčkeno bolj natančna in mogoče lahko rečem malo bolj fina, ker je včasih treba res na drobno zašiti strukture. V bistvu žilni kirurgi pogosto uporabljajo tiste povečevalne lupe in sama narava ali pa potek operacij je na neki način vsaj meni lep. Za razliko mogoče od ostalih, recimo če primerjamo z abdominalno kirurgijo, ker smo danes imeli primer iz tega področja, ki je pa lahko precej bolj umazana. Žilna kirurgija pa po drugi strani mogoče malo bolj krvava. Zdaj, prednost tega novega programa je sigurno to, da je zelo razgiban, ker sem omenila, da imamo kar 9 mesecev okrožanja tudi iz področja interventne radiologije. To pomeni, da se žilna kirurgija usmerja vse bolj v minimalno invazivne posege, endovaskularne posege. Se pravi, ta klasična kirurgija se malo postavlja na rob in neke napovedi so, da recimo do leta, ne vem, koliko je, 2030 naj bi bilo že, ne vem, več kot 95% žilne kirurgije v bistvu interventne, se pravi endovaskularne. Mogoče to bolj šteje za zahodni svet, pri nas je vseeno ta program žilne specializacije tudi zastavljen na novo in se bo šele zdaj počasi začelo pomikati v to smer, da bodo tudi žilni kirurgi pristopili s temi minimalno invazivnimi posegi, ampak je pa to zelo fino, ker imaš zelo razgibano delo, no. Tako.
Aha, v chatu je eno vprašanje. Živjo, ali bi te lahko prosila za tvoj e-mail, če bi imela še kakšna vprašanja? Hvala. Saj to sem mogoče pozabila povedati. Meni je bilo to obdobje odločanja, tako kot sem rekla, tudi eno izmed težjih in z veseljem pomagam ali pa svetujem komurkoli, če pač če bojo moji nasveti koristni, z veseljem. Ne vem, lahko e-mail tudi napišemo v chat ali pa ne vem, kako bomo vzpostavili kontakt. Sem odprta za pomoč, ker razumem vse dileme in strahove in z veseljem. Ja, vabljeni še ostali, če imate kakršnokoli vprašanje, da napišete v Q&A. Ja, potem pa, če ne bi bilo drugih vprašanj, lahko zaključimo z današnjim predavanjem. Najprej bi se seveda zahvalil vsem udeležencem še enega odličnega predavanja ASEF Mladi umi. Posebna zahvala gre seveda Nini, pa tudi Društvu študentov medicine Slovenije in pa vsem ostalim, ki ste sodelovali pri organizaciji tega predavanja. Za konec bi pa vse poslušalce prosil še, da rešite kratko anketo o dogodku, ki jo boste v kratkem prejeli na vaš elektronski naslov. Povezavo do ankete pa ste prejeli tudi v chat. Sem pa zdaj videl čisto na koncu, da je še eno vprašanje prišlo, tako da mogoče čisto na koncu še, ali si razmišljala tudi o zaposlitvi v tujini? Ja, veliko. In veliko sem v bistvu tudi s pomočjo teh IFMSA programov, ko so bili omenjeni na začetku, sem pridobila neke izkušnje s tujino, pa Erasmus je tudi pripomogel. Ne vem, kako bi tukaj čisto odgovorila, zakaj sem se odločila ostati doma, ampak na neki točki se mi je zdelo, da se tako ali tako vedno se ljudje obračajo k nekim k državam, ki so bolj razvite. Tudi če bi šla, ne vem, na primer v Nemčijo, sem opazila, da v Nemčiji vsi pravijo, da je njihov sistem zanič, pa koliko boljši sistem imajo na Švedskem. In potem se mi v enem momentu zdelo, potem je vseeno, če si, kjer si, pač se tam potrudiš maksimalno, in če stvari stečejo, pač če gre vse po sreči, recimo, vedno je malo sreče tudi verjetno zraven, potem pač delaš tam. Zdaj lahko bi se pa zgodba tudi obrnila drugače, no. To nekako tako je pri meni to potekalo, razmišljanje, no. Zdaj, kar se tiče edino še e-maila, ne vem, a ga lahko mogoče kar ali pa če ga povem, pa si ga... Je v chatu. A je v chatu? Okej, super, hvala. Dobro, še priložnost, da kakršnokoli vprašanje še kogarkoli. Dobro, pa še enkrat hvala vsem in spremljajte tudi naša socialna omrežja, ASEF na Facebooku, Instagramu in tako za nadaljnje in se nam pridružite še na nadaljnjih ASEF predavanjih.
Ja, hvala tudi z moje strani, pa hvala tebi, Jakob. Hvala tebi.